stari. Vsi, ko so se mi učke odprle, le kaj sem zagledal. No, tako je, hala 8 je precej ogromna, zato sem se odločil razbiti na 2, mogoče celo 3 dele. In to je drugi del. Dajmo začeti kar pri Kii. Tukaj je par novosti, med drugim tudi prenovljen Sorento, ampak bolj sta pomembna dva druga avta. Veš, tole je najnovejša Kia, ki se imenuje Stonic. Pravzaprav ga za en tak majhen trendovski kvazi križanc oziroma SUV, ki bo konkuriral Renaultu Capturju, Mazdi CX-3, konec koncev tudi Hyundai Koni, s katero sta malo sorodu. Kar se same dolžine tiče, avto je dolg 4,14 metra. V bistvu dosti podoben to novi Kii Niro, ne? Je pa dosti živahen, predvsem zaradi telih barvnih vložkov. Se strinjamo? Ja? Zdaj, ko bo enkrat muska nehala nabijati, se bom premaknil pa tudi k drugi novosti, ki se imenuje ProSeed, gre za koncept, kar dobro zgleda, sam muska, čakam, da neha. Veš, da bo? Ne, nehala je. Veš, ta avto na en način zelo spominja na Stingerja, ne? Pa čeprav napoveduje naslednjo generacijo Seeda in ProSeeda. Znam, če se vidi, veš, kaj piše na tablici, ProSeed Reborn. Hyundai z njim pa dve dosti opazni novosti. Ta prva je tale, Hyundai je po kombi limuzini pa po karavanu predstavljal še i30 Fastbacka, v bistvu gre za limuzinsko izvedenko s tako dosti kupejevsko padajočo streho. Kar se kabine tiče ali pa tehnologije, gre za identično stvar kot pri kombi limuzini ali pa pri karavanu. Mersko je pa nekje vmes, 13 cm je krajši od karavana, pa 11 cm daljši od kombi limuzine. Kar se vidi za zadka tiče, pa pismo nisem že čisto prepričan. No tole je pa po mojem mnenju ena taka zelo interesantna zadeva. To je Hyundaiov hot hatch, imenuje se i30N. Pa veš, zakaj sem še posebej vesel? Zato, ker še preden bo tega meseca konc, bom jaz že sedel za volanom v Rimu in bom poročil, kako se dejansko pele. Hyundai s tem avtom obljubila veliko. 275 konjev bo v Nemčiji stalo tam okrog 30 000 evrov. Kar se samega videza tiče, avto je tako primerno bula, zadnji ima luštni difuzor, dve izpušni cevi, ni preveč načičkan, ampak hkrati pa jasno sporoča, da je tak. Hiter. Kaj pa če bi se že zdaj noter usedel? Vidim, da si Hyundai malo potrudil z detajli. Lete stikala na volanu. Vidiš, s tem zbiraš vozne programe, imaš eko, normal, pa sport. Vidiš, s tole tipko boš zbral pa poseben program, ki je, predvidevam, še malo bolj športen. Valjda, če dirkaška zastavca. Jap, prosim, tole bo program N, oziroma si boš avto lahko naštimal po svojih željah. Pa na števcu valjda, koliko se za sodobnega hot hatcha spodob? 300. Hyundai, takole na prvi uč, job well done. Upam, da se bo avto tudi dobro pelil. Naslednja postaja Honda. Jaz verjamem, da bi zdaj najraje, da se face pa orange posvetim taj perki, ampak dajmo takole reči. Malo potrpljenja, pa bi se znal kaj zanimivega zgoditi. Razmeroma kmalu. Je pa tole tudi ena novost, hibriden CR-V. Če sem jaz prav razumel, zadeva v Evropo pride 2018. Ne bo na voljo kot dizel, bo pa na voljo kot benzinar, pa predvidevam, da pada kot hibrid. No, tole pa ta druga, ta zanimiva igračka, ki je Honda preparala. Pismo ne zgleda simpatičen. Tale simpatična stvarca se imenuje Urban EV Concept. Pravzaprav napoveduje nekakšno Hondino ofenzivo v Evropo, predvsem s hibridnimi pa električnimi avtomobili. Še pozdravite, hello, takole. Z maske ven. Je pa sama zasnova malo hecna, zato ker spredaj nimaš dva sedeža, ampak imaš klop, tako kot imaš ponovadi zadnji. Naslednja postaja Ford in tole je ta prva stvar, ki je pri njih nova in sicer prenovljen EcoSport. O, stari. Vsi, ko so se mi učke odprle, le kaj sem zagledal. Točen tole. Kaj mogo jaz, da bi se znajdel za sedežem Forda GT? Eno roko, obe. Obe ne dam. Tole pa Mustang. A opaziš kakšno spremembo? Hočeš reči, da je Ford prenov Mustanga po koliko? 2 letih na cesti? Se mi zdi, da kada je... No, kaj pa ti misliš? Mislim, tele 3 let črte, ja, ampak tale tam zavihek nadol. Mal jaguarski je, a ni? Je pa tako, da če boš zbral V8, bo avto malo zmogljivejši, po novem bomo 450 konjev, če boš zbral pa avtomatski menjalnik, ta bo pa po novem lahko razpolagal z 10 stopnjami. Ok, zdaj pa tako. Zdaj pa imajo. Mislim, jaz se mi zdi, da sem že malo prerastel lego kocke. Zdaj pa to vidim. Do you know what I mean? A ni hudka popr. Nasprot Forda Mazda. Jaz tukaj nisem opazil nič novega, ampak vidim pa tamle nekaj, kar še ne poznam. Niti malo. Gremo gledati. Firma se imenuje Aspark, avto pa Aul. Veš, gasova. Pazi zdaj, 850 kg, 320 kW, pa od nič do 100 v 2 sekundah. Je pa električen, dosegama pa glihine 150 km. Ni bo kaj, ja? Za zaključek te hale pa še Suzuki, njihov najnovejši avtoček se imenuje Swift Sport. Vidiš, piše na steni, to ni stena, to je zaslon. Jaz sem butik. Pri tem avtu je treba povedati sam par stvari, pa boste hitro razumeli, zakaj gre. 1.4 turbo, 140 konjev, pa sam 970 kg. Jaz komi čakam, da se bom v ta avto usedel, če bom dobil to šanso, zato ker se zelo dobro spomnim prejšnjega
in vem, da sem v njem zelo užival. Veš, točno se spomnim, kaj sem napisal, ko sem pisal test, da gre za ene vrste old school malčka, ki je pa kljub temu, da tudi približno nima neke ful sodobne zasnove, to ne velja za tega, za onega prej, da je še vedno za volanom ful prijetno, zabavno. Za konec pa Jimny, ta tudi nočem reči in prav je tako.